Dobrodošli v oddaji o parašportu, oddaji Tempo. Današnjo oddajo začenjamo na meni zelo ljubi lokaciji v odlični družbi. Danes imam zmenek z odličnim parašportnikom in dobrim prijateljem. Preden vam ga predstavim, pa si oglejte napovednik današnje oddaje. Parašportniki so se tudi letos predstavili na košarkarskem kampu Gorana Dragića. Najboljši športniki specialne olimpijade pa so se pomerili na poletnih državnih igrah. Bili smo tudi na dogodku Kariera po karieri o financah malo drugače. Za uvod v današnjo oddajo pa se nam bo predstavil paraplezalec in vsestranski parašportnik Matej Arh. Boulder scena, moj drugi dom, pisane stene in sveži balvani. Danes nisem tukaj zaradi sebe in svojega treninga, ampak zato, da vam predstavim vsestranskega parašportnika, mojega soplezalca Mateja Arha. Tamle je, vidim ga. Pa da vam še povem, je tudi odličen igralec košarke na vozičkih, pa ga pojmo pozdraviti. Hola, čau, kaj zdaj? Ojla, Matej! Kaj zdaj? Je nič, bo, ne. Vem, da sem videla bolj kamaček pa pes, ampak danes sem se odločila, da te bom za spremembo pohvalila v današnji oddaji. To je pa nekaj novega. Ajde, začnem jaz. Manca Smrekar, slovenska paraplezalka, druga na svetu, druga v Evropi, ni da ni. Matej Arh, tretji na svetovnem prvenstvu in drugi na svetovnem pokalu v letošnji sezoni in pa odličen v košarki na vozičkih s celotno ekipo. Drugače sem ti nekaj prinesla, ne? Tele majčke ziher še nimaš v svoji kolekciji, ker si vzor zelo veliko mladim nadebudnim parašportnikom, je najbolj, da si jo kar oblečeš. Hvala. Drage gledalke in gledalci, predstavljamo odličnega parašportnika Mateja Arha. Matej Arh, član slovenske reprezentance v košarki na vozičkih, ki letošnjo sezono dosega za Slovenijo zgodovinske uspehe, in paraplezalec, ki osvaja odličja na največjih mednarodnih tekmovanjih. Živjo, sem Matej Arh, igralec košarke na vozičkih, predvsem pa tudi paraplezalec. Vsestranski parašportnik od nekdaj predan športnemu načinu življenja. Še posebej ljube so mu plezalne stene, obiskali smo ga na treningu v Kranju. Doma iz Gorenjske, iz Preddvora s pogledom na hribe, ki so ga v mladosti po obdobju igranja rokometa in treniranju teka začeli kmalu vabiti v višave. Tudi mnogo višje, kot jih ponuja Slovenija. Vzljubil je alpinizem in plezanje po različnih terenih, tudi zaledenelih slapovih, kjer se mu je pred skoraj 10 leti dogodila nesreča, ko je padel skoraj 40 metrov globoko in si zdrobil eno od vretenc. Jaz sem bil takrat star 22-23 let, na višku energije, lih dobro sem prišel iz alpinistične odprave v Andih. Sem bil res dobro fizično pripravljen, tudi nekako sreč študija, en kup nekih načrtov, potem se ti pa naenkrat vse skupaj podre. Je bil šok, ampak iz vsake stvari se da nekaj dobrega potegniti, tako da od takrat naprej je šlo sam nekako na gor. Eno od pomembnih vprašanj na rehabilitaciji po nesreči je bilo, ali bo lahko še plezal. Zdravniki so razmišljali o prehodnem obdobju nekaj let. Tle sem jaz pa nehal poslušati, tako da naslednji dan je prišel že moj cimer iz Študenca, me napakiral v sposojen avto, pa sva šla v plezalni center v Ljubljano takoj sprobati plezati in sem nekako videl, da se to še zmer da. In tako se je začela njegova paraplezalna pot. Tekmovalno gledano sem v kategoriji, kjer smo tekmovalci z hujšimi okvarami noge. To ne pomeni, da plezamo samo z rokami, sploh v mojem primeru ne, je pa velik del mojega plezanja, mojega premikanja v vertikali odvisen od moči rok. Tekmovanje pomeni predvsem to, da imam možnost se srečati, se spoznati z ljudmi, ki imajo dokaj podobne situacije kot jaz, podobne zgodbe. Na dobrih mestih, na cool placih, na celem svetu se pa srečamo in tam delamo to, kar radi delamo. Sami uspehi mi pa pomenijo neko motivacijo za naprej, predvsem to.
V paraplezanju je najbolj ponosen na osvojeno 3. mesto na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji ter na 2. mesto na tekmi za svetovni pokal v Innsbrucku. V košarki pa na 2 lovoriki prvakov lige NLBWIL ter na 2. mesto na nedavnem evropskem prvenstvu skupine B, ki je Slovenijo po 23 letih ponovno popeljalo v skupino A. Ne glede na to, da sem jaz mar biti kot športnik malo bolj na tisti strani individualnih športov, je zelo dobra kontra temu biti del ekipe, da imaš fante, na katere se lahko zmeraj zaneseš, soigralce, ki ti pomagajo, ki igrajo s tabo. Rad se preizkuša v mnogih parašportih in se udeležuje zanimivih športnih dogodkov. Pa naj bo na zunanjih terenih, dvoranskih parketih, v vodi ali na snegu, za preizkušanje svojih meja, za dobro voljo, če je potrebno pa tudi za dober namen, kot je bilo na dobrodelnem 24-urnem plezalnem dogodku Janje Garenbret. Kot večina parašportnikov, tudi Matej ni profesionalni športnik, vse svoje treninge in športne uspehe usklajuje z običajnim delovnim urnikom. Zmeraj rečem, da v parašportu imaš vse, sam para nema. Tako da poleg tega moram itak hoditi v službo. Delam v podjetju Irgo Consulting, ukvarjamo se z geologijo, geomehaniko, tako da na vseh teh večjih projektih, ki se dogajajo, gradbenih, smo nekako zraven. Tako da večino dneva preživim za računalnikom, nekaj malega tudi na terenu. Čeprav športni rezultati niso njegova glavna motivacija za ukvarjanje s športom, pa so Paralimpijske igre tudi njegove sanje. A zaenkrat še njegova klasifikacija ni tista, ki je že uvrščena na program Paralimpijskih iger. Paralimpijske so vse nekaj največjega, kar lahko dosežeš v športu oziroma parašportu. Mi je tekmovalno gledano največja želja, da bi se lahko vsaj poskusil tam, če pa še kaj dosežem, pa to boljše. Tudi če ne bi bilo nobene tekme na tem svetu v plezanju ali pa v kjerkoli športu, jaz bi še zmeraj hotel plezati in hodil plezati tle ali v Sloveniji ali po svetu, kjerkoli. Predvsem je super način za spoznavati nove kraje. Zdaj dejansko lahko rečem, da sem že plezal z izjemo Afrike na vseh ostalih celinah. Dobra družba je, pa tudi zelo dobra kombinacija nekega tega mentalnega športa, ki moraš razmisliti, kako se boš premikal, pa to tudi pa fizično izvesti. Vsem mladim z invalidnostmi polaga na srce tole. Postani parašportnik zaradi tega, ker v športu praktično ni neke slabe, ne vem, jaz ne najdem neke slabe stvari, razen tega, da pač vzamem en kup enega cajta, sam to je dober zapravljen cajt. Matej, če bi mogel zbrati med plezanjem ali pa košarko na vozičkih, kaj bi zbral? Ekipa je super, ampak vseeno se jaz malo boljše v steni znajdem. Jaz tudi, tako da te čisto razumem. Ampak vseeno sem se preizkusila tudi v košarki na vozičkih, pa mi povej, koliko težko je zadeti trojko? To moraš vprašati, koga kaj dejansko zadane. Meni včasih na treningu rata, na tekmi pa žiga ne pusti. Okej, ja. Jaz ti želim srečo, da ti kdaj rata tudi na tekmi. Preizkusil v igri košarke pa se je tudi Goran Dragič in je potreboval kar nekaj poizkusov, da je tudi on zadel trojko. Njegov košarkarski kemp smo obiskali na dan, ko so se mladi udeleženci kampa preizkušali tudi v drugih parašportih. Športna dvorana v Laškem in dan s parašportniki na košarkarskem kempu Gorana Dragiča. Velikan slovenske košarke Goran Dragič se vedno znova izkaže tudi kot velik človek. Njegov košarkarski kemp, ki se je letos odvil že 12-tič, je veliko več kot le trening košarke. Je teden dni nepozabnih izkušenj, ki ostanejo za vse življenje in skozi katere mladi udeleženci rastejo ne samo kot športniki, ampak tudi kot osebnosti. Dan s parašportniki je že skoraj od samih začetkov del programa kampa. Ko sem imel 14-15 let, sem delal v firmi poleti z mojo mami, z distrofiki, tako da vem, koliko mi je to nekako odprlo sliko, kako gledam na življenje in sem rekel, to moramo vključiti
da tam malimi približamo to, da vidijo, da tudi oni lahko igrajo in to mislim, da je zelo pomembno. Vsako leto se veselimo, ko nas pridejo paraolimpijci pogledati in upam, da bomo tudi tako nadaljevali. Pred 10 leti se je vse začelo s košarko na vozičkih. Zdaj pa se tu že vrsto let predstavijo mnogi parašportniki in parašporti. Letos imamo 5 športnih panog, showdown, hokej na električnih vozičkih, odbojka sede, košarka na vozičkih pa lokostrelstvo. Predvsem želimo mlade ozavestiti o pomenu športa nasploh in da obstaja tudi marsikaj drugega, s katerim se lahko ukvarjajo v primeru nesreče, poškodbe, nekaj drugačnega. Jaz osebno hodim na take dogodke. Se mi zdi, otroci so zelo iskreni, vse vprašajo, mogoče takoj, mogoče kakšen drug ne bi. Veliko stvari jih zanima, zelo so zgovorni, zelo so živahni in je kar zabavno. Ja. Takole pa so parašportne izzive doživljali udeleženci kampa. Ta hokej je tako, pač nisem šla na najvišji hitrosti, ampak je dosti hiter, ne? In sem tako, kako moraš z obema rokama, moraš koordinacijo, pa to in je ful težko. Basketball is my favorite sport and sit on a wheelchair I have never tried, so it's very good. It's my first time. Ful zgubiš moči, ker nimaš nog in ne moreš pri metu uporabiti nog, ker ti ful pomagajo. Zelo je težko, dobra izkušnja. V parašportih se rad preizkusi tudi Goran. Košarka na vozičkih pa mu je seveda najbližja. Sem že probal voziček, malo vladam, ampak tako, kot ste videli, če moraš vršiti trojko iz sedečega položaja, to ni lahko, tako da res kapo da vsem, ki igrajo košarko na vozičkih. Mislim, da je to zelo zahteven šport, še posebej roke zelo trpijo. Ja, je pa lepo malo zamenjati, pa da vidiš tudi, kako drugačni so športi. Ne? Svojim košarkarskim kolegom, ki igrajo košarko na vozičkih, pa pomaga tudi z donacijami vozičkov, namenjenih posebej igri košarke. Donirali smo 6 vozičkov. Ko smo šli v to zgodbo, sem bil res zelo presenečen, kar malo v šoku, koliko je eden voziček, koliko je to drago in smo rekli, da bomo nekaj naredili. Moje poslanstvo je, da če lahko pomagamo. Mislim, Slovenija mi je dala vse, tukaj sem odraščal, tukaj sem se naredil v osebo, v košarkaša in potem šel v svet. In zdaj, ko imam le to možnost, ko sem v pokoju, lahko nekaj damo nazaj. In tudi čez Gogi Camp je zmeri ta privdih, če lahko pomagaj, bod nasmejan. Da mislim, da so to vrednote, ki so mene učili, ko sem bil mlajši in zdaj to pač probamo nekako pričarati tudi našim najmlajšim. Goran pa že vrsto let z akcijo Podam, da igram, pomaga obnavljati in s tem ohranjati zunanja košarkarska igrišča. V letošnjem letu so odprli 2 igrišči, v Naklem in na pediatrični kliniki v Ljubljani. Na košarkarskem kempu v Laškem pa so mladi športniki po dnevu polnem novih doživetij v družbi parašportnikov razmišljali takole. Zanimiva izkušnja je zaradi tega, ker pač vidiš tudi ostale ljudi, ko imajo te pač probleme, kako oni te delajo športe, pa to fajn je sprobati. Pač ne bi hotela biti v tem položaju, ampak fajn je sprobati take občutke. I learned that you can have fun even without having your whole body okay, and that these type of sports are really inclusive for all types of people. Kot prvo, da veliko bolj spoštujem te ljudi, ki so se ful naučili to, vsaj to igrati. Zanimivo je, ful si zapomniš za celo življenje, da doživiš dobesedno lahko to. Meni je ful zanimivo. Sem že 4. na kampu, ful je fajnkle, res veliko novih stvari izvemo, mislim, dosti doživimo, dosti dobimo novih izkušenj, ful je zabaven. Oddajo pa nadaljujemo na zelo luštnem specialnem dogodku na poletnih igrah specialne olimpijade, ki so se tokrat odvile v Ljubljani. Specialna olimpijada je način življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju in vseh, ki v vsakodnevnem življenju stojijo ob strani. Državne igre specialne olimpijade pa so vedno težko pričakovan dogodek. Letošnje poletne so se odvile v Ljubljani v organizaciji Varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar.
Na otvoritvi na Kongresnem trgu v Ljubljani je ogenj specialne olimpijade prižgal paralimpijac, paraalpski smučar Jernej Slivnik. V imenu sodnikov pa je zaprisegel olimpijac, nekdanji sankač Domen Počeha. Petek zvečer je bila otvoritev, v soboto pa so se dopoldan zvrstila predtekmovanja, v nedeljo danes so finala, včeraj popoldne pa smo imeli še dodatne aktivnosti, razne vožnje z ladjico, ogled Ljubljanskega gradu, živalski vrt, potekali vzporedno za tekmovanje, pa je potekal tudi zdravstveni program specialne olimpijade, tako da je bilo kar pestro, aktivno, skratka zanimivo. 319 športnic in športnikov iz 47 zavodov se je pod vodstvom 136 trenerjev pomerilo v 6 športnih panogah: kolesarjenju, judu, namiznem tenisu, balinanju, plavanju in atletiki. In vse to nikakor ne bi bilo izvedljivo brez kar 200 prostovoljcev. Nekatera od prizorišč nedeljskih finalnih tekem smo obiskali tudi mi. Zato, ker so združje, pa prijatelji, pa skupine, pa družba, pa se fajn imamo, pa se pogovarjamo, se podbujamo. Zato, da se uživa, pa zato, da se družimo, smo skupaj, se imamo dobro. Tekmuješ, pa da sodelujemo zraven, pa tako, da se imaš fleten, pa da dobiš medaljo, pa da greš pa vesel domov, pa zadovoljen. Kot vidimo, je prav vsak del tekme lahko užitek in veselje. A tekma je vseeno tekma in na tekmah se gre na zmago. To tekme so za medalje. V atletika, štafeto, skok v daljino sem bil prvi, pa tek na 200 metrov teče. Meni je zelo fajn to, da sem zdaj v Ljubljani, da sem vesel, da sem prišel na to tekmo in sem res zadovoljen. Plaval sem 8 dolžink, 200 metrov kravl, pa 4 dolžine kravl, pa še štafeto. Bili smo ful dobri, smo res maksimalno dali vse od sebe. Na vsaki tekmi je lepo zmagati. Tokratno tekmovanje pa je predstavljalo še dodatno motivacijo. To tekmovanje za njih je zelo pomembno, saj je kriterij za udeležbo na naslednjih svetovnih igrah, ki so v Čilu, Santiago leta 2027 in ti rezultati že štejejo za kriterij za te svetovne igre v Čilu. Želeli smo, da bomo boljši in da bomo lahko mogoče lahli v Čile, ki bomo lahko mogoče v Čilah še boljše plavali, kako zdaj tule na tekmi. Slogan specialno olimpijskega gibanja se glasi: pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu. In pogumnih poskusov, pa tudi uspehov in veselja na igrah specialne olimpijade vedno vidimo veliko. Ma ne morem biti o plezalni steni in ne iti plezati. Da pa ste ne bi športniki finančno zaplezali med ali po naši športni karieri, smo vsako leto vabljeni na odličen dogodek z naslovom Kariera po karieri, o financah malo drugače. Na Brdu pri Kranju se je odvil zdaj že tradicionalni dogodek, ki mladim športnikom in umetnikom ponuja odlično priložnost, da nabirajo nova znanja na področju finančne preskrbljenosti in ob tem prisluhnejo tudi osebnim zgodbam, ki učijo in navdihujejo. Tokrat za uvod tudi na humoren način s Cenetom Prevcem pred mikrofonom. Današnji dogodek Kariera po karieri, o financah malo drugače, je v bistvu že tretja izvedba dogodka, kjer poskušamo v zavarovalnici Triglav mlade športnike, perspektivne športnike, tudi parašportnike, kulturnike in umetnike ozaveščati o pomenu finančne varnosti, o tem, zakaj je dobro že prej v času svoje kariere poskrbeti za zavarovanje, za investiranje in pravzaprav, kaj lahko s tem doprinesemo v svoji drugi karieri. Svoje znanje so podelili strokovnjaki z področja financ in zavarovanja, svoje bogate izkušnje pa med drugimi tudi naši odlični športniki in parašportniki.
mladi športniki te stvari čim večkrat slišijo. Prepričan sem, da se v večini ne da priti na te dogodke, ampak se mi zdi, da z leti večkrat prideš, večkrat slišiš, bolj začneš podzavestno razmišljati o tem. In ko pride do situacije, da kakšno stvar potrebuješ, v bistvu spoznaš, da si to že nekje slišal in to znanje lahko uporabiš. Zavarovalnica Triglav s tem dogodkom je v bistvu postavila na oder zelo kompetentne sogovornike, ki govorijo o zelo pomembnih temah, kot so finančna varnost, pač kako pravzaprav upravljati s tveganji, in to se mi zdi, da so znanja, ki ti vedno pridejo prav, a si ti tekom športne kariere ali pa po njej. Gal Jakič je podelil svojo zgodbo mladega športnika in nenadne nepredvidene situacije, ki ga je posedla v invalidski voziček in pripeljala v parašport. Je povsem drugače, če vidiš, da je nekdo imel neko osebno izkušnjo s tem, pa da mu je neka stvar zares pomagala, pa kako je mogoče, ali pa bi mu pomagala, vkolikor bi se za določen produkt odločil. Tu pa so bili tudi predstavniki mladih upov, štipendistov zavoda Vse bo v redu, ki mladim kolegom s svojim zgledom pokažejo, koliko predanega dela, discipline in zaupanja vase je potrebnega, da rezultati iz dobrih postanejo odlični. Sem v bistvu pri mladih upih letos, sem v bistvu dobil finančno pomoč, tako da sem rekel, da je pač lepo, da se odzovem na tak način in da prijem v bistvu še kaj dati nazaj, v bistvu, kar sem tudi dobil. Tako da ja, v bistvu je zanimivo slišati te zgodbe drugih športnikov. Zmeraj mi je zanimivo deliti te izkušnje in pa se že veselim, da bom tudi jaz na vrsti. Prav vsak poslušalec ima tudi svojo zgodbo, zato se tako lažje vživijo v različne življenjske situacije in prisluhnejo tudi znanjem, ki jih podelijo strokovnjaki. Že sem bil lansko leto tudi na tem dogodku, zelo zanimive teme imajo in marsikaj novega zveš. Bolj finančne stvari me zanimajo in je zelo zanimivo slišati kakšne nove produkte in teh stvarih, da se potem tudi lahko še potem naprej pozanimaš, kaj in kako ne. Všeč mi je tudi, da o drugih ljudeh slišim, pa njihove izkušnje, pa kako se oni spopadajo z različnimi stvarmi, pa tukaj tudi spoznam podobne ljudi, kot sem jaz, take športnike, in zato mi je kar super tukaj. Zdajle pa prisluhnite vsi otroci in mladi z različnimi invalidnostmi in vaši starši, prijatelji in kdorkoli pozna kogarkoli, ki bi se odlično znašel na poletnem paralimpijskem taboru za družine v Laškem. Paralimpijski tabor za družine je namenjen otrokom in mladim z različnimi invalidnostmi in njihovim družinskim članom. Na Paralimpijskem taboru za družine so vse športne aktivnosti prilagojene otrokom in mladim z invalidnostmi in se izvajajo pod strokovnim vodstvom. Na poletnem taboru je seveda poudarek na plavanju in stiku z vodo, pa tudi veslalo se bo. Poleg tega pa bo veliko priložnosti preizkusiti se še v mnogih drugih parašportih in zabavnih aktivnostih. Vedno pa tabor obišče tudi eden od naših paralimpijcev. Tabor pa je tudi prostor druženja in povezovanja, tako za otroke kot tudi za njihove starše, za katere je na vsakem taboru organizirana tudi delavnica v aktualnih temah, s katerimi se srečujejo. Paralimpijski tabor za družine se bo odvil od 27. do 30. avgusta v Laškem. Informacije o taboru najdete na strani tabor.zsis.si in tu najdete tudi kontakte za vsa individualna vprašanja. V svetu parašporta se vedno veliko dogaja, tudi če nismo vedno najbolj vidni in izpostavljeni. In ker vam v oddaji ne moremo vsega podrobneje predstaviti, so tu še kratke parašportne novičke. Novičke začenjamo z najodmevnejšim, kar zgodovinskim rezultatom za slovenski ekipni parašport. Slovenska reprezentanca košarke na vozičkih je na Evropskem prvenstvu skupine B v Zagrebu osvojila 2. mesto. David Škorjanc je bil izbran v idealno peterko prvenstva. In s tem se je Slovenija po dolgih 23 letih povzpela nazaj v skupino A.
Na Poljskem pa se je odvilo Evropsko prvenstvo v showdownu, kjer je Slovenija v tekmi ekip zasedla 8. mesto. Pomlajena ženska reprezentanca odbojke sede je na svetovnem prvenstvu na Kitajskem zasedla 10. mesto. Tu pa so še uvrstitve na zmagovalni oder z nekaterih drugih močnih mednarodnih tekem. Parakolesarji so se z Evropskega pokala na Slovaškem vrnili s 4 odličji. Anej Doplihar je 2-krat zmagal, Miha Hlad pa je bil 2-krat tretji. Na mednarodnem turnirju Boče na Slovaškem je Slovenija zmagala v ekipni konkurenci. V postavi dvojčka Anže in Anej Strasberger in Anže Presek. Medalji pa sta osvojila tudi Borti Tjerlah srebrno v igri parov ter Anže Presek bron med posamezniki. V Belgiji so paraplezalci Tanja Glušič, Manca Smrekar in Matej Arh v težavnostnem plezanju vsak v svoji kategoriji osvojili 2. mesto. To je bilo vse v današnji oddaji. Uživajte v počitnicah, se vidimo čez en mesec. Vidimo!